Hvala lepa. Zdaj, jaz bi sicer na kratko preletela, ker ne vem, koliko večina verjetno pozna temo socialne ekonomije in zakaj je ta pomembna za lokalne skupnosti. Vsaj za nekatere vem, da ste te stvari že slišali, zato bova s Katjo zelo na hitro preleteli to temo, kaj je socialna ekonomija, o kateri se zadnje čase zopet malo več govori. Pravna podlaga je Zakon o socialnem podjetništvu, pravkar pa je v obravnavi tudi strategija razvoja socialne ekonomije za obdobje 10 let, od leta 2025 do 2035, ker je v strategiji tudi predstavljena vloga občin, pomembna vloga občin, morda poziv, da do 21.3. še lahko na strategijo kakšne predloge in pripombe dodate. Seveda pa so socialno ekonomijo povezani tudi zakoni iz drugih resorjev, kot je Zakon o društvih, gospodarskih družbah, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in drugi. Socialna ekonomija je način delovanja organizacij, kot jih opredeljuje ta že omenjen Zakon o socialnem podjetništvu, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije. Imamo različne subjekte socialne ekonomije, sem sodijo zadruge, tudi d.o.o.-ji, ki imajo status socialnega podjetja, zaposlitveni centri, invalidska podjetja, nevladne organizacije, kot so društva, zavodi, ustanove, združenja. Socialna ekonomija je torej širša, kot je sam pojem socialnega podjetja. Socialno podjetje v Sloveniji pa lahko pridobi katerikoli od teh subjektov socialne ekonomije, ki pridobi status skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu. To je nepridobitna pravna oseba, ki torej pridobi ta status in se vpiše v evidenco socialnih podjetij pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Morda nekaj načel socialne ekonomije, ki jih morajo te organizacije slediti. Vsi subjekti socialne ekonomije dajejo prednost ljudi in družbenega in dajo prednost ljudem in pa samim družbenim, okoljskim ciljem pred kapitalom. Presežke vlagajo nazaj v razvoj skupnosti, torej si delničarji presežkov ne delijo, ampak jih usmerjajo ali v svoje poslanstvo skozi zagotavljanje sredstev za plače, skozi nabave, skozi financiranje aktivnosti, ki spodbujajo v bistvu družben in pa okoljski namen. Kar je pomembno pri subjektih socialne ekonomije, je tudi demokratičnost odločanja, sprejemanje odločitev poteka vključujoče, participativno in dejansko se odločajo zaposleni, ki so vključeni v soodločanje, člani, deležniki in običajno seveda imajo vsak en glas. Pri socialni ekonomiji velikokrat narobe razume občinstvo, kaj to je. Vsi mislijo, da gre za socialo kot tako, ker v Sloveniji socialno razumemo kot socialo, moramo pa vedeti, da socialna ekonomija ima v svoji besedi, torej v svojem terminu tudi ekonomijo, ki pomeni gospodarstvo in torej povezuje tržni poslovni model s poslovnim modelom družbenega učinka. Skratka, mora imeti oboje, torej zadostiti tako družbenim ciljem, kot tudi izvajati svoje storitve in pa dejavnosti na tržni način in torej pridobivati dohodek, ki ga vlaga nazaj v razvoj. Morda čist na kratko, zdaj pa ne vem, če mi bo šlo, deliti. Ne gre. Ne gre. Skratka, ne moramo deliti kratkega videa, vam bomo pa poslali povezavo, ki zelo povedno na kratko predstavi, kaj je to socialna ekonomija. Ne, noče delati. Kot običajno tehnologija.
Bi vam pa predstavila raje par primerov, da se v praksi vidi, kakšne tipe socialnih podjetij ali pa subjektov socialne ekonomije pri nas v Sloveniji imamo, ker veliko praktičnih primerov in tudi uspešnih primerov že obstaja. En od takšnih je Knof, deluje na Dolenjskem, v Krškem in Sevnici. V bistvu je socialno podjetje, katerega glavno poslanstvo je razvoj in prodaja rešitev, ki zmanjšujejo in preprečujejo nastanek odpadkov. Podjetja in posameznike spodbuja k bolj trajnostnim oblikam delovanja in vedenja s pomočjo družbenih inovacij, ponovne uporabe in recikliranja. V svoji ponudbi imajo kar nekaj teh centrov ponovne uporabe, imenujejo, mislim, da Stara šola, ki so na različnih lokacijah, tudi v Litiji, Krškem, Sevnici. Reciklirajo tekstil, izdelujejo iz odpadnega materiala, plastike tudi pregradne stene, obnavljajo pohištvo, izdelujejo trajnostna poslovna darila, imajo zero waste opremo. Skratka, Knof ima kar nekaj zaposlenih in v svoje poslovanje vključuje oziroma ima zaposlene tudi ranljive skupine, sodeluje z kar nekaj javnimi podjetji in pa lokalnimi skupnostmi na svojem območju, tudi z, mislim, da komunalami, kjer imajo dogovorjene načine tudi prevzema dela odpadkov, ki jih v Knofu obnavljajo, in imajo tudi svoje butike, stare šole in tako naprej. Skratka, uspešen primer socialnega podjetja oziroma subjektov socialne ekonomije v Sloveniji. Tako da se vidi pravzaprav, da se da. Ne vem, koliko od vas je že slišalo za zavod Hudo dobro, to je zaposlitveni center v Prekmurju, probam se spomniti kraja, ni Razkrižje, Turnišče, v Turnišču. V bistvu gre za socialno podjetje, ki ima istočasno tudi status zaposlitvenega centra, katerega namen je ustvarjati nova delovna mesta in za invalide iz lokalnega okolja, ki težko najdejo zaposlitev v običajni delovni sredini. Mislim, da so bili tudi na Štartaj Slovenija kot zelo uspešni s ponudbo sadnih trakcev, keksov, kulinarične izdelke. Pred kratkim pa so odprli tudi hišo gibanice. Skratka, tudi tu vidimo, da se tudi v takšni obliki da podjetniško zagnati svoje poslovne zadeve, svoje poslovne modele. Rekozi, ki je v Slovenski Bistrici, je tudi že precej znan, sicer ima pravno obliko d. o. o. Vendar ima status socialnega podjetja, deluje v sodelovanju s franšizo iz Irske, ki obnavlja računalnike. Ustanovili so se leta 2017, obnavljajo in tržijo vrhunsko obnovljeno računalniško opremo iz poslovnih linij in jo seveda tržijo potem tudi podjetjem, šolam, neprofitnim organizacijam, končnim uporabnikom, tudi do 80% je pa cena teh računalnikov nižja, čeprav so to visoko kakovostni računalniki. Torej, tudi na področju IT-ja vidimo, da socialna podjetja lahko delujejo. Oni so recimo primer, ki so se kar dolgo borili s tem, da pravzaprav z svojimi produkti lahko sodelujejo na javnih naročilih šol, ker obnovljena oprema v preteklosti, obnovljene opreme ni bilo možno nabavljati, tudi sredstvi Evropske unije in pa programi, ki smo jih imeli, mislim pa, da je zdaj to možno in da so tudi zelo uspešno delujejo na tem polju. Imamo pa tudi eno invalidsko podjetje, ki ga želim predstaviti, Želva iz Ljubljane. Tako da vidite, da so različni pravni subjekti socialne ekonomije. Pri njih verjamejo, da ima vsak človek ne glede na invalidnost potencial, sposobnost, da se aktivira v družbi, delujejo že več kot 30 let in zagotavljajo zaposlitvene priložnosti. Delovna mesta na področju vrtnarstva, komunale, tehničnega servisa, čistilnega servisa, upravljanja stavb, pralnico, šivalnico, imajo mizarsko delavnico.
skratka tudi uspešno podjetje na področju socialne ekonomije, tako da lahko vidimo, da se tudi v tem sektorju da zagotavljati delovna mesta in hkrati za ranljive skupine in hkrati podjetniško naravnati svoje poslovne modele. Zdaj bi toliko o socialni ekonomiji kot taki, ker nas večina, mislim, da tudi večina udeležencev ste te stvari že večkrat slišali, zato morda nekoliko več o tem, zakaj sodelovati, zakaj naj bi lokalne skupnosti sodelovale subjekti socialne ekonomije in kakšno korist od tega imajo. Evo, zdaj pa prevzemam jaz oder. Vesela sem, da ste se odzvali in jaz upam, da boste lahko danes našli čim več koristnih informacij za res, se pravi izvedbeno koristnih, da boste lahko vedeli, kje in kam in kako. Tako kot je Dušanka že povedala, pripravljamo skupaj z gospodom Leskovcem priročnik, ki vam bo res lahko služil kot neko gradivo, ki ga boste odprli, kadar boste načrtovali naslednja javna naročanja. In preden predamo gospodu Leskovcu oder in njegovi ekspertizi in njegovem poglobljenem poglabljanju v javno naročanje, bi jaz vseeno izpostavila predvsem, zakaj in kako je vse možno sodelovati z subjekti socialne ekonomije. Torej, zakaj sodelovati s subjekti socialne ekonomije v lokalnih skupnostih je predvsem pomembno, zaradi tega, ker socialna ekonomija načeloma sama po sebi prepoznava potrebe lokalnega okolja, se odziva nanje in hkrati ustvarja dodano vrednost okolju, kjer deluje. Kar pomeni, da vi lahko s pomočjo socialne ekonomije direktno, že če se povežete z njimi, direktno prepoznavate potrebe, ker oni jih načeloma že v svojem poslanstvu morajo, kar pomeni, da ne rabite vi sami delati celotnih analiz trenutnega stanja, ampak v povezavi z njimi laže in tudi s pomočjo njih direktno prihajate do rešitev na aktualne izzive. Sodelovanje lokalnih skupnosti in socialne ekonomije v vsakem primeru občine, vas, lokalne skupnosti ali pa druge javne institucije lahko direktno povezuje tudi s končnimi uporabniki, ker namreč ta vmesnik socialne ekonomije laže, da bomo tako rekli vmesnik, laže dostopa pravzaprav do končnih uporabnikov kot pa zelo institucionalizirani lokalne skupnosti. Inovativne rešitve se ponujajo lahko nastajajo skozi sodelovanje lokalnih skupnosti s socialno ekonomijo. S tem dolgoročno pravzaprav prispevamo k zmanjševanju bremena lokalnih skupnosti in ne povečevanju, kot bi morda kdo pomislil, ko rečeš, socialna, tako kot je prej rekla Dušanka, socialna ekonomija, ta socialna predpona je malo obravnavana kot nekdo, ki visi na javnem proračunu. Ne, pravzaprav gre pri novih inovativnih rešitvah pravzaprav razbremenjevanje lokalnih proračunov. Javna podjetja lahko širijo storitve in ustvarjajo nova delovna mesta tudi skozi sektor socialne ekonomije. In pa ne nazadnje, kar ni nepomembno in česar se bodo javna podjetja mogoče čist kot opomba ob strani, to so stvari, s katerimi lahko prepričate vaše nadrejene tudi, zakaj družbeno odgovorna javna naročila. In doseganje kazalnikov Environment, Social and Governance, ki ga morajo ESG po domače, ki ga morajo v bližnji prihodnosti oziroma nekatera večja podjetja, holdingi morajo dosegati že zdaj in poročati o njih, jih lahko dosegajo tudi s pomočjo sodelovanja z zunanjimi subjekti socialne ekonomije. To se pravi, ne samo znotraj svojega, ampak lahko zagotavljajo poročanje s tem, da sodelujejo, ne vem, na primer, tako kot je prej Dušanka razlagala o KNOF-u. KNOF lahko zagotavlja zdaj sicer podjetju Beti, da dosega neke določene standarde, ki so zahtevani od teh večjih podjetij, prav tako tudi od lokalnih skupnosti.
Torej, zakaj? Gre za spodbujanje socialne vključenosti in zaposljivosti invalidov, za izboljševanje delovnih pogojev, ne? Predvsem, da so pravično plačila, da imajo tisti, ki imajo manj možnosti, tudi kljub temu pravično plačilo. Da socialna ekonomija marsikdaj tudi spodbujamo boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem in s tem seveda dviguje kvaliteto življenja, spodbuja enakosti spolov, daje prednosti preglednim dobavnim verigam in pa strateški avtonomiji, zagotavlja dostopne socialne storitve in krepi vloge različnih uporabnikov in skupin. Torej, gre za vse te, ki se jih vi kot občine, predvsem če ste manjša občina, zelo težko same v bistvu posvetite dovolj pozornosti, da jih rešite na ta način, kakor hitro vi vključite nekoga zunaj, ki že o tem razmišlja ali pa dela v tem področju že več 10 let, sebi olajšate pravzaprav delo in hkrati pa omogočate ravno te storitve, ki jih prej niste mogli, na primer za zaposljivost težje zaposljivih oseb. Na ta način gremo v bistvu v bolj strateško uporabo javnih sredstev za končno doseganje družbenih in socialnih ciljev, nenazadnje tudi okoljskih. Mislim, da imam kasneje o tem malo bolj podrobno, in sicer kako, bom kar prišla na kako, in sicer verjetno še niste videli te spirale, če pa ste, pa hvala Bogu. Izzive skupnosti lahko odgovarjamo tudi s pomočjo krivulje oziroma spirale družbene inovacije, kjer se pravzaprav nove ideje generirajo iz samih potreb skupnosti. In v vseh fazah, to, kar vidite, v vseh fazah vključujemo pravzaprav vse tiste, se pravi, ali končne uporabnike, ki pravzaprav imajo izziv, ali pa deležnike, kot so subjekti socialne ekonomije. Začnemo z spodbudami oziroma, tako kot sem prej omenila, verjetno že obstajajo subjekti socialne ekonomije, zelo hitro detektirajo probleme in so direktno povezani s končnimi uporabniki oziroma z ranljivimi skupinami, in lahko s pomočjo njih že v bistvu dosežete neko diagnozo stanja v vašem lokalnem okolju. Potem skupaj z njimi lahko oblikujete nove predloge, produkte, katere bi lahko bile pravzaprav, katere bi lahko bile možne rešitve teh obstoječih izzivov. In iz tega skupaj z njimi spet pravzaprav prototipirate, se pravi skupaj z lokalna skupnost skupaj z subjekti socialne ekonomije, prototipirate neko obstoječo rešitev in s tem, ko vključujete ves čas in preverjate in imate vključene končne uporabnike, zagotavljate hkrati tudi že trajnost. In nenazadnje, če se bo to pri vas zelo dobro, v vaši občini zelo dobro izkazalo za dobro rešitev, se lahko prenese tudi v drugo občino in nenazadnje se lahko tudi neka primer dobre prakse, dobre družbene inovacije, lahko povzroči tudi sistemsko spremembo na, nacionalnem, evropskem ali pa celo svetovnem nivoju. Tako da v bistvu s tem povečujemo na manjšem, iz lokalnega lahko v bistvu delamo seveda globalne spremembe. Kar je zelo pomembno pri sami, se pravi, vključevanju, sodelovanju z subjekti socialne ekonomije in nenazadnje preko njih ali pa tudi z vsemi ostalimi prebivalci vaše lokalne skupnosti, je spodbujanje komunikacije, s tem tudi omogočanje participacije in soodločanja pravzaprav in s tem soustvarjanje svoje skupne prihodnosti.
In to, kar sem prej mogoče skozi spiralo poskušala prikazati, gre ravno za to, to se pravi, da lahko skupaj z njimi, brez da bi vi zdaj sami že ne vem, plačevali velike vsote nekim zunanjim raziskovalnim inštitutom, ki vam bojo pregledali vse, kaj so točno vaši lokalni izzivi. Jaz mislim, da je prvi korak v vsakem primeru, da vi v bistvu povabite na sestanek ali pa naredite fokusno skupino, to je ena izmed možnih participativnih metod, ki jih uporabljajo in ki jih poznajo subjekti socialne ekonomije, da skupaj z njimi v bistvu odkrijete pravzaprav, kateri so tisti lokalni izzivi oziroma katere so glavne potrebe, ki bi jih želeli nasloviti skupaj z temi deležniki in na kak način. Potem je zelo pomembno tudi, da definirate cilje in namen vključevanja teh deležnikov, ker če boste vključevali jih samo v nekem trenutku, mislim, lahko jih vključujete samo v nekem trenutku, če imate občutek, mi jih rabimo v bistvu v fazi izvedbe najbolj, analizo pa smo že, zaradi tega, ker je pač bila potrebna strokovna analiza, ne vem, ali pa ste morali valjda vključevati, ne vem, centre za socialno delo ali pa zavode za zaposlovanje, jih potem vključite v tistem trenutku, ko jih pa res rabite, ampak zelo pomembno je, da jasno, tu mi je umanjkala besedica jasno, definiranje ciljev in namena vključevanja, da vejo in da niso potem, ker marsikdaj se tudi sprašujemo, kaj so zdaj naše vloge, na kak način, do kod smo zdaj mi in od kod ste zdaj vi in kaj lahko, tudi zelo jasno definirati, na kaj pa lahko vplivajo, ker na vse subjekti socialne ekonomije ne moremo vsega soustvarjati in soodločati, zaradi tega, ker so pač določeni zakonski okviri in določene zakonske omejitve, ki jih pač mi ne moremo reševati na lokalnem nivoju. Ampak pomembno je, da že v samem štartu, to se pravi v začetku komunikacije, zelo jasno definirate te cilje. In potem mapirate deležnike skupaj ali skupaj s socialnimi subjekti socialne ekonomije. Jasno je, da zelo jasno pri mapiranju deležnikov tudi zelo jasno dorečete, katere deležnike boste vključili. To se pravi, ko imate analizo lokalnih izzivov in analizo potreb, jasno definirajte, katere deležnike boste vključili in na kakšen način jih boste vključevali. To se pravi, in kakšna bo njihova intenziteta, ker eni bojo verjetno vključeni ves čas, mogoče boste celo začeli že samo analizo od samega začetka, ali pa se bodo želeli vključevati samo na nekih določenih točkah. Izbor načina in določanje kanalov vključenosti, tudi to je zelo pomembno, da ne boste zdaj kanale delali samo preko oglasne deske v občini, ampak da boste seveda poskušali, mogoče celo tudi dostikrat priporočamo zelo osebne komunikacije, to se pravi, jih povabiti na sestanek, jih povabiti na fokusno skupino, jih povabiti na se pravi, povabiti na sestanek, kjer lahko uporabljate potem participatorne metode, kot so World Cafe ali pa ostali hekatoni. Imamo ogromno različnih metod, tudi te bomo predstavili podrobneje v priročniku ali pa vas naslovili na kakšne zunanje literature. In tudi pri teh si lahko pomagate že s tem, da vključujete subjekte socialne ekonomije v te procese, ker oni pa obvladajo marsikdaj tovrstne metode. Stalna srečanja, dialog, vse s ciljem gradnje zaupanja in dolgoročnih odnosov, ker samo na ta način lahko delate in komunikacija, tudi ko imate občutek, da je preveč pač prava in na pravi način izvedena komunikacija in čim več osebna, šele na ta način pridemo do zaupanja. Kar precej je praks zapisanih v WeBuySocial, je drug projekt, evropski projekt, ki predstavlja, to sta v bistvu ta dva linka vam lahko pošljemo, to so v bistvu gradiva, kjer so
primeri dobrih praks predstavljeni, kako lahko posamezne lokalne skupnosti sodelujejo, med drugim je tudi ena iz Slovenije, mislim, da, ali dve, kako lahko lokalne skupnosti sodelujejo z subjekti socialne ekonomije s pomočjo javnih naročil. Prav tako že kar iz leta 2021 ukrepi za razvoj socialnega podjetništva, ki smo ga oblikovali znotraj Sociolaba. In mogoče obstoječe ukrepe, ki so zapisani, pa malo podrobneje razloženi tudi v tem priročniku in jih bomo deloma vključevali tudi v naš priročnik. To se pravi, na ta način že lahko vključujete v tem trenutku in spodbujate sodelovanje subjekti socialne ekonomije. Na ta način lahko vključujete oziroma omogočate, da socialna ekonomija tudi dosega trg, ki bi ga navsezadnje morala, in s tem v bistvu tudi trg oziroma storitve in produkte na trgu postajajo trajnejši oziroma lahko naslavljamo trajnostne rešitve, ki so na trgu. Možnosti, ki jih imate, tukaj so spisane, seveda lahko jih vključujete v vse možne občinske strategije, strategije razvoja, lokalne, regionalne. Toplo priporočamo, da jih upoštevate, ko izdajate javne razpise, pozive, da jih vključujete kot ene izmed upravičencev, da vse te, ki smo jih prej našteli, to se pravi, ali so to nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialne ekonomije, ali so to zadruge, ali so to invalidska podjetja ali pa zaposlitveni centri, da ne pozabite na njih, ker marsikdaj je to že pač problem, da se ne moreš na javni razpis prijaviti zaradi tega, ker nisi naveden. Lahko kot SOP status, ki je prepoznaven, ne ga pozabiti vključiti. Imate možnost, da če razpolagate z nepremičninami, z prostori v vaši lokalni skupnosti, lahko jih 2 leti brezplačno, 3 leta celo, Duška, no, jaz mislim, da 2, ampak je 3, super, 3 leta je možnost brezplačnega najema za subjekte socialne ekonomije, za socialna podjetja. Je 3 leta možnost brezplačnega najema nepremičnin v lasti lokalne skupnosti. Tako da tudi to je možnost, ki se jo marsikatera občina poslužuje in s tem daje možnost nekega zagona novemu ali pa rastočemu socialnemu podjetju v lokalni skupnosti in omogoča vse to, kar smo prej omenjali. Pomoč pri promocijskih aktivnostih marsikdaj je že tudi to, da jih vključite v neke kampanje, da jim poveste, mi imamo pa tam še, ne vem, predstavitev na tem sejmu, a pridete zraven z nami. Tudi to so stvari, ki so več kot dobrodošle strani subjektov, strani lokalnih skupnosti in jih subjekti socialne ekonomije zelo pozdravljajo. Lahko jih povabite v sodelovanje v skupnih projektih, če se prijavljate na primer na skupni razpis v prihodnosti, razmislite, s tem boste dobili dodatne točke na razpisih, ker ponavadi so večina razpisov, ali evropskih ali pa pač nacionalnih, pri večini razpisov je dobrodošlo, da imate že v samem pripravi vključene deležnike, ali je to kot izvedba ali kot partnerstvo, to je pa pač od samih razpisov odvisno, ampak ne pozabiti na njih, ker so zelo, kako bom rekla, zelo dobrodošli, kot tudi, če zdaj spet govorimo zelo suhoparno o kazalnikih, ki jih pač moramo dodati. Pa potem seveda promocija subjektov socialne ekonomije iz vašega okolja, kot sem že prej omenjala, mogoče jih povabite na kakšen sejem, če ste kje, ali pa skupaj z njimi oblikujete kakšne skupne dogodke, jih vključujete v kakšne nagrade, ki jih imate na lokalnem nivoju, verjetno občinske, ne pozabite na njih. In ne nazadnje to, čemur se bo pa
konkretneje posvetil gospod Leskovec sistem javnega naročanja in javnih nabav, kjer celo v strategiji razvoja socialne ekonomije, ki bo zdaj od leta 2025 do leta 32 ali 34, 25 do 35. Ja, je nujno, da se spodbuja ta mehanizem javnega naročanja na vseh nivojih, ker s tem namreč mi lahko obstoječa sredstva, ki jih vi že imate, itak namenjena vašim, se pravi, upravljanju storitev, vašim zavezujočim pravzaprav storitvam in dejavnostim, lahko vi takoj, se pravi, iz obstoječega proračuna namenjate sredstva za subjekte socialne ekonomije, kar pomeni, da oni ne rabijo priskrbeti še dodatnih sofinanciranj ali pa ne rabimo znotraj sistema javnega financiranja na evropskem nivoju, ne rabimo temu posvečati posebnih, ampak lahko že znotraj javnega naročanja usmerjamo sredstva v, kot sem prej omenjala, to se pravi v trajnostne storitve, v zaposlitve, ki so pravične, v lokalni razvoj socialne ekonomije in s tem drug drugega podpiramo oziroma s podpiranjem subjektov socialne ekonomije in celotne socialne ekonomije pravzaprav podpirate tudi lokalno gospodarstvo in stremite na vse zadnje k samooskrbni prihodnosti. Tu bi jaz bolj ali manj zaključila, jaz mislim, da sem ziher še kaj pozabila, ampak da ne bi preveč časa odvzela gospodu Leskovcu,